Kako torej sodelovati na spletni dražbi? Dražba je trenutno na spletu. Na spletni strani Skupnost Barka, www.skupnostbarka.si. Imate zavihek Artist for Artist 2021. Si odprete zavihek in si lahko ogledate vse umetnine, ki jih imamo gor. Si izberete ena, ki je vam všeč in kliknete. Potem vidite informacije, kdo je to narisal, dimenzije, tehnika, koliko stane, začetna cena in pa oddajate svojo ponudbo. In počakate seveda do konca dražbe, do 2. junija, če ste vi oddali najvišjo ponudbo. Če pa ne, če en vmes je isto oddal ponudbo, potem boste dobili obvestilo preko maila in lahko še enkrat dražite, ne? Prvič je bila dražba izvedena že leta 2017, na drugi leta 2019, ki je potekala v Ljubljani, pa so zbrali že skoraj 20.000 evrov. Namenili so jih ureditvi umetniškega ateljeja, ki bo postavljen ob Barkini delavnici na Jeprci, predvidoma septembra. Tokrat zbrana sredstva pa bodo namenili sofinanciranju umetniških delavnic in art terapij, ki se bodo izvajale v tem ateljeju. V začetku letošnjega leta so v društvu Barka namreč začeli razvijati dvoletni program ateljeja, ki bo vključeval art terapijo za osebe z motnjo v duševnem razvoju, umetniške delavnice in prostočasne dejavnosti, načrtovane na način, da bodo spodbujali zdravo in kakovostno življenje, medgeneracijsko sodelovanje in aktivno staranje. Za izvedbo projekta, ki je vreden skoraj 84.000 evrov, je društvo Barka kot vodilni partner uspelo pridobiti tudi sredstva na 3. razpisu lokalne akcijske skupine za mesto in vas in pridobiti tudi 22.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Kaj jim to pomeni? Slikanje oziroma umetniške delavnice so art terapija, ki udeležencem omogoča, da se kreativno izražajo, kreativno preživljajo prostega časa in da razvijajo svoje umetniške potenciale. Veliko se sprostijo in istočasno se med seboj zelo družijo. Med tistimi, ki jim tovrstno izražanje veliko pomeni, je tudi barkač Tomaž iz ustvarjalne slikarske družine Gaber z Ladje oziroma Svetja. Tomaž ustvarja, kadar ima dober dan. Tomaž, s katero sliko? To ali to? To je za dober dan, kadar je slab dan. Kadar je pa dober dan, ima pa bolj svetle barve, žive barve, ker jaz mu dam vedno v paleto več barv, ampak on si bo izbral samo svoje barve. In to je odvisno od razpoloženja? Vsekakor. Jaz mislim, da te njihovi darovi, ki prihajajo ven, jim pomeni, Tomažu konkretno pomeni govor. Občutja, njegove želje, njegovo razpoloženje. Obenem je pa vse skupaj ena terapija, da človek ni toliko zaprt vase, da ni toliko kočen, ker ob risbi se sprosti, ob barvah se sprosti. Če na tokratni dražbi ne boste sodelovali, obstajajo še drugi načini, kako pomagati barkačem. Vedno lahko donirate, vedno lahko pridete na obisk in si kupite kakšno umetnino, ki so jo naredili naši barkači, ker oni ves čas ustvarjajo in se pravi, ni vse na dražbi. Lahko donirate 1% vaše dohodnine, lahko pa samo pridete na obisk in se družite z nami. Mi smo zelo veseli tudi obiskov. Makedonka Ivana Petkokjevska je v skupnost Barka prišla kot prostovoljka pred 3 leti. Plan je bil, da sem tukaj 1 leto, ampak potem sem postala del skupnosti in mi je bilo zelo težko iti stran. Ja, ker sem videla, kako društvo Barka dejansko spreminja življenje svojih članov. Se pravi, ne samo barkačem, ampak tudi družine, starše in celo tudi zaposlene. V društvu Barka je sedaj projektna svetovalka, torej tista, ki pripravlja vloge na različne razpise. In smo zelo uspešni, po moje samo zaradi tega, ker smo dejansko uspešni v resničnosti. In potem
učinki našega dela prepoznavajo tudi ministrstva, so prepoznane tudi se strani ministrstva, donatorje, občine in tako naprej.